super, super tušim, malo poravnati tole. Kaj pa opaž vam drži? Dajte poskusite opaž sneti. Tretji letnik se vrši pri delodajalcih pol leta in pol leta v šoli. Od tistega pol leta v šoli sta zopet 2 dneva praktičnega pouka oziroma 224 ur. Tako da je v vseh letih praktičnega pouka kar precej. Na koncu se opravljajo vsi dijaki zaključni izpit iz 3 predmetov: slovenščine, ustno in pisno, tehnologije, ustno in pisno in potem praktičnega izdelka z zagovorom. Ta praktični izdelek traja 3 dni, kjer ga potem pač zagovarjajo dejansko to, kaj so izdelali, ali je to zidanje, ali je to metavanje, ali je to lahko tudi delo na terenu, ni muzde samo v šolskih delavnicah. Ker tudi v 2. in 3. letniku opravljamo delo na šolskih gradbiščih oziroma tudi pri drugih podjetjih, opravimo kakšne storitve in tako se potem šolanje zaključi. Ko zidar konča 3-letno šolanje, ima možnost nadaljevanja šolanja in sicer v programu poklicno-tehničnega izobraževanja. To pomeni, da še 2 leti nadaljuje šolanje in pridobi naziv gradbeni tehnik. Ko ima to, lahko nadaljuje seveda šolanje na visokošolskih ustanovah povsod po Sloveniji. In kaj to delaš, kakšna je to naloga? Steber, ne? 38 na 25. Posamezniki, ki so bolj napredni, ki so bolj dojamejo zadevo, tudi lahko nadaljujejo šolanje za skupinovodjo ali celo delovodjo. Večletne izkušnje jim pomagajo tudi, če nadaljujejo šolo za gradbenik tehnika ali tudi naprej. Določeni se odločijo za samostojen nastop na trgu in odprejo lastni SP ali celo manjše podjetje, zaposlijo druge ljudi in delujejo na gradbenem trgu. Za izobrazbo zidarja, polizidarja, torej je potrebno šolanje, vajeniška doba in po vajeniški dobi si v bistvu postaneš pomočnik, kar pomeni, da si šolo si končal in imaš teoretično znanja, praksa pa še manjka. In potem treba nadgrajevati v bistvu teorijo in prakso, ker v gradbeništvu se vedno nove stvari dogajajo in treba vedno slediti tem trendom, da si v toku dogajanja. Ej, Aljoša, kaj delaš? Načrtujem zidavo modernega počitniškega objekta. Pa ti veš, da za to potrebuješ gradbeno dovoljenje? Vem. In ga imam. Aha. Zamislil sem si gradnjo moderne verzije tipične kraške hiše iz kamna. No, pa ti veš, da recimo ne glede na dovoljenje, rabiš za nekaj takega zidarja. To pa so včasih zidarji gradili klasične kraške hiše iz kamna, Tako ti lahko danes zgradi tudi moderno kraško hišo, recimo iz stekla. Med številnimi posebnosti tega poklica bi izdvojil samo 3. Najprej na prvem mestu zdravstvena sposobnost, na drugem fizične in praktične spretnosti
ter samostojno ali skupinsko delo. Dober dan. Dober dan. Živijo, Silvo. Zdravo, Mojca. Silvo Votovnik, naš zidarski mojster. Kako potekajo dela? Hvala, dobro. Ja? Na tej ulici ste vi šef. To ne bo držalo, ampak tu nekje. Silvo, koliko let ste že v tem poklicu? Z vajeniško dobo pa že dobrih 30 let. Dobrih 30. Dobrih. Te ste začeli pri kaj? 10? 14. 14. Kaj pa je bila prva stvar, ki ste jo postavili? Prva stvar, ki sem jo postavil, to v bistvu nisem nič postavil, ker sem bil pač vajenec. Evo, ste sodelovali, bila že hiša konkretna? To gre z leti, ne, to gre z leti. Prvo pri očetu pomagaš in potem zidaš in to ne gre kar tako enostavno. Zidarski poklic je težak in počasi treba privajati. Ampak lep poklic, ne? Človek pravzaprav gradi našo prihodnost. Seveda, Tako? lep poklic, težak, ampak lep, dinamičen, vedno si na terenu, različni ljudje, tako da zelo mi ta poklic odgovarja. Pa čeprav tudi fizično naporen vse zadnje. To pa gre poleg, seveda fizično naporno, ampak brez tega ne gre. Ti pa meni tega ne boš govorila, da ti ne bom povedala, kaj si ti rekla Simoni. Sem rekla, kaj pa sem jaz rekla Simoni? Kaj sem jaz zdaj rekla Simoni? No, pol pa je ona rekla, veš kaj, ti že veš, kaj si ti njej rekla. Sem rekla, ja, ne vem, kaj si ti njej rekla. Ljubi, si že kaj lačen? A? Kaj? A si lačen? Ja, imaš kaj? Normalno, Ljubček. Izvoli, sendviček. No, veš, in pol, da ti povem, pol pa je ona rekla, jaz bom Simoni vse povedala. To boš ti vedela, da si jaz ne mislim to. Ojoj. Kako? Ja, nekaj je narobe, ne? Kaj, Ljubi? Malta.